V projekt Forest je poleg Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec vključeni še 4 države, torej Avstrija, Italija, Nemčija in Anglija. No, v sklopu projekta vsi partnerji otrokom omogočajo aktivnosti, s katerimi se poglobi in nadgradi znanje o gozdu, poleg tega pa so poskrbeli, da so aktivnosti zanimive, doživete in polne novih izkušenj. No, kot sem izvedela na samem dogodku od sodelujočih, so vsi kaj kmalu ugotovili, da so dober tim in da so temeljna načela dela z otroki povsod, ne glede na državo, podobna. Načini, kako predstaviti gozd, pa zelo različni. No pa prisluhnimo ravnateljici Vzgojnega varstvenega zavoda Slovenj Gradec, vodji enote Legen in ne nazadnje koordinatorki projekta Forest. Ste torej edini slovenski vrtec, ki je vključen v ta projekt, zato iskrene čestitke. Kje torej vidite prednosti tega projekta in seveda na kakšen način ste se vključili? Ja, vključili smo se pravzaprav tako, da nas je zavod nekako priporočil vrtcu v Avstriji. Avstrija nas je povabila, mi pa smo seveda to z veseljem sprejeli in seveda se vključili. Kar se pa glede prednosti tiče, je pa vidimo predvsem tem, da otroci nekako spoznavajo gozd skozi vse letne čase, hkrati pa razvijajo nek pozitiven odnos do naše narave, do našega okolja in hkrati seveda te izkušnje in znanja, ki jih pridobijo, potem kasneje uporabljajo v svojem življenju. Ste torej koordinatorka projekta, seveda iskrene čestitke. Najprej vidim, da ni majhen zalogaj, veliko držav sodeluje, pa bi vas seveda prosila o nekem povzetku projekta, kdo so sodelujoči, odkot ideja in seveda ne nazadnje tudi cilji sodelovanja v tem projektu. Mi smo se pred enim letom odzvali na povabilo avstrijskega vrtca Gris iz Wolfsberga k sodelovanju v tem projektu. V tistem trenutku nismo prav vedeli, v kaj se spuščamo, ampak na trodnevnem uvodnem sestanku smo pravzaprav sploh videli, da se gre za temo gozd, da bo sodelovalo kar nekaj držav, takrat je bilo število seveda zelo veliko. Potem pa se je skrčilo na 5 držav, tako da sedaj sodelujejo Anglija, mestece Piling, Nemčija, potem Avstrija, Italija in pa mi. Iz Slovenije sodelujemo v tem projektu samo mi, naš vrtec. V našem vrtcu se je za ta projekt, za sodelovanje v projektu odločilo 11 skupin, plus vzgojiteljici, ki delata z otroki s posebnimi potrebami. Tako da so pravzaprav zajete vse enote našega vrtca. Ta vrtec Legen sodelujejo vse 3 skupine, vrtec Pameče obe skupini, vrtec Sele, v naši enoti na Majstrovi sodelujem jaz in pa seveda vzgojiteljici za otroke s posebnimi potrebami. V vrtcu Šmartno sodeluje ena skupina otrok, v Mislinji, v Podgorju, tako da smo res vsaki enoti povezani s tem projektom Gozd. Cilji tega projekta? Cilji tega projekta so otrokom približati gozd, da gozd spoznajo kot eno čudovito okolje, v katerem lahko raziskujejo, se učijo, sprostijo, da jim je gozd ne predstavlja nekega straha, ampak eno prijetno okolje za preživljanje prostega časa in seveda tudi kasneje za učenje. Torej ste vodja enote Legen, pravkar pričakujete goste, pa me seveda zanima, kakšne so bile torej priprave na ta projekt Gozd Forest. Torej, v projekt Gozd smo se vključili v septembru leta 2014 smo začeli z izvajanjem, lansko leto pa smo se prijavili. Bili smo edini vrtec izbrani Slovenije, ki sodeluje v tem mednarodnem projektu. Sedaj ga pa po nekem evropskem programu izvajamo. K projektu ste vključili tudi starše, seveda otroke, pa me zanima torej, kakšna je ta povezava pri projektu za starši, ne nazadnje, kaj odnesejo otroci od tega projekta oziroma kot vključeni v projektu. V našem vrtcu so torej 3 skupine in sicer so otroci stari od 2 do 6 let. Vrtec se je s tem projektom povezal tudi med sabo, skupinice v veliki meri vključujemo starše. Starši so aktivno vključeni, prinašajo material, vabijo nas na domove, prikazujejo svoje poklice, imeli smo na obisku lovca, logarja, drvarja, tako da se aktivno vključujejo in z navdušenjem so sprejeli tudi sodelovanje v tem projektu. Kje pa je doprinos za otroke? V bistvu je cilj tega projekta izboljšati kakovost predšolske vzgoje in otroku približati naravo, sobivanje z naravo in mi smo izkoristili to našo pozicijo vrtca, ker naš vrtec leži v neposredni bližini gozda, ga imamo kar tule pred očmi in ga v veliki meri izkoriščamo za naše vzgojne dejavnosti.